Kolikrat ste že pri nas slišali, da mora biti gume pravilno napolnjene, da redno preverjate tla, ker je to bolj varno in bolje za obrabo pnevmatike in bla, bla, bla. Ampak vem, da vam grejo te stvari skozi levo uho noter, pa skozi desno ven, ampak ta vam pa ne bo šla. Tudi poraba goriva ni enaka, če so pnevmatike premalo napolnjene. Vas zanima, koliko je razlike? Vem, da je največ vredno to, da pokažem, ampak bom zadevo malo zakompliciral in boste vi ugibali, pa si v bistvu s tem lahko prislušite eno fino nagrado. Velja? No, deja, si! Torej, najprej se peljem testni krog s pravilno napolnjenimi. Če res še ne veste, ustrezen tlak vaših gum je vedno nekje napisan. Navadno tukajle kot pri kugi ali pa na tistih vracih za točenje goriva. Tale ima 2,4, torej je vse ok. Akcija. Peljem se kar lepo en krog po ljubljanski obvoznici. Dolga je slabih 30 km in zato ne bi potreboval dobrih 20 minut. Sicer je te dni vzhodni del precej zabasan zaradi vseh del, predvsem zaradi Golovca, recimo pa, da bo ob tej uri šlo gladko. Moj stroj je Kuga MH-EV. Kuga je v bistvu eden najbolj prijetnih srednje velikih križancev za voziti. Pri Fordu pri skoraj vsakem svojem križancu tako fino nastavijo podvozje, da je dinamično in udobno hkrati. Pri takšnih križancih je v bistvu to še toliko težje narediti. Meni je res všeč tudi to, da se zadnja klop lepo pomika 15 cm naprej in nazaj, ker je sploh fajn za družine, pa tudi poraba goriva ne bi bila dovolj majhna, ker zadaj piše EcoBlue Hybrid. To pomeni, da je glavni motor dizelski 150 konj oziroma 110 kW, no pomaga mu pa še majhen elektromotor z 48-voltno baterijo, da v bistvu malo zmanjša porabo. Evo, počas nazaj, moja poraba 4,9. Zdaj bom pa namenoma spustil vse pnevmatike, namenoma samo na 1,2 bara, da se bom še nekako peljal, ampak ne boste verjeli, kolikrat vidim samo toliko napolnjene gume. Ali pa še manj. Ok, gremo. Evo, spet, ista trasa, se pa čuti, da je avto zdaj veliko bolj spužvast. Pa gume so malenkost glasnejše, ok, tega se sicer ne vidi dobro, je pa jasno, da se s tem tudi bolj obrabljajo. To je sploh škoda, če imate kakšne kvalitetne pnevmatike na svojem avtu. Da ne izgubljam besed, koliko manj varno je tole. Če bi bilo nekje se treba prav na hitro izogniti kakšne oviri, vprašanje, če bi šlo varno skozi. Zanimivo kaže, vem, da vas ful zanima, koliko je poraba, ampak pokažem šele naslednji teden. Do takrat pa ugibajte na Facebooku Volan in nekdo bo dobil tole. Vrečko Continental z vsemi temi uporabnimi zadevami bo dobil tisti, ki bo na Facebooku Volan pravilno napovedal porabo goriva s premalo napolnjenimi pnevmatikami. Rezultat povemo že naslednjo nedeljo.